spoštovane gospe in gospodje, veseli me, da smo se tukaj srečali, čeprav je srečanje malce težjega značaja, pa vendarle začel bi z eno samo stvarjo. Malce me žalosti, da se gremo tukaj umetnike in politike, namreč v tej dvorani sedijo tako doktori znanosti kot pravniki, medicinske sestre, zdravniki. Skratka, ne podcenjujmo, kaj kdo ve, vemo vsi veliko. A ne? In vsi smo v tej stvari, zato ker smo v tej stvari s srcem, nekateri pa zato, ker je to vaša služba. Gospod Peter Božič, obrnil bi se na vas, kar ste mojemu kolegu ugovarjali. Žurnal 24. januar 2009, tukaj lepo piše, Šentjakobsko gledališče je eno slabo amatersko gledališče. Samo zato, da... Brez populizma, gre samo za to, za dejstva. To niti moj citat ni. Sme me samo dokončati. Niti moj citat. Gospod Božič, prosim. Gospod Božič, jaz to ne vem, ker vi niste... Dobar. Jaz ne vem, je intervju autoriziran. Niti bravo nisem. Ne, rok, prosim. Želel bi pa samo to, da mi v bistvu, če boste imeli priložnost ali pa željo, rad bi se obrnil tudi na vaš članek, ki ste ga objavili v soboto, 13. decembra 2008, v katerem pišete kulturtregerstvo ali svete slovenske krave, kjer trdite, da je Šentjakobsko gledališče prvak med amaterskimi gledališči. In v bistvu me samo zanima, zakaj v enem mesecu taka razlika od nebes pa do tistega, ki je v podnu. Vprašajte medije, ne mene. Gospodu županu bi pa rad samo, ne moram vam na dušo polagati in vaša odločitev pač, kot ste rekli, dokončna. Želel bi samo to povedati kot Šentjakobčan, ki že 30 let skačem po teh dilah. Zavedati se je treba, da Šentjakob ni klasičen proračunski uporabnik in da v Šentjakobsko gledališče zahajamo ljudje, ki dopoldan služimo, da lahko plačujemo davke, s katerimi MOL lahko financira te dejavnosti. Zdaj ne vem, kam je šel gospod Zlavan, ga ne vidim. Mene ta razprava bila všeč, se bom tudi v sodelstvenih odgovoril, ker mislim, da smo začeli v bistvu. Vi ste govorili o faktih, jaz sem hotel povedati samo dejstvih, ki so bila v tem času, ko so se dogajala. In zdaj samo še manjka na koncu, da rečete, vi dopoldne slušate, da plačujete davke, ki mi financiramo kulturo pa svoje plače. To bi bilo pol še dodaten aplavz. Ampak, gledajte, gospod, zelo preprosto povedati. Jaz sem hotel sem prideti. Že prvič, ker v principu bi bilo mnogo lažje, če bi se prej dobili. Jaz ne vem, še enkrat bom zdaj pa gospodu Usednik odgovoril. Prvi del, kar je rekel, je vse točno povedal. Je res bilo. Sedeli smo in jaz sem rekel, probajmo poiskati dve stvari. Evo, če bom dopolnil njega. Ena stvar je, povejte, kaj rabite, da vidimo, če je sploh toliko denarja. In druga stvar je, dajmo se skupaj pogovoriti tu v mestnem domu, če je možno vse troje skupaj. In tudi to smo pravili. Tudi to, 3 direktorje smo dali skupaj, da ne rečem, da smo jih zaprli pod ključ par ur, da so prišli do nekega predloga. In če bi se oni zmenili, da to možno, jaz zdaj le podpišem možno. Nima nobenih težav. Jaz nima nobenih težav. Zakaj je ta mestni dom, zakaj ni možna ta delitev, da je tu Solutke, pa je tu Šentjakov, pa je tam Gomelj, mislim, da je napisan not in bolj javne razprave ni bilo. Pri teh 250, a si vi predstavljate, da smo mi ta naš predlog strategije, preden je šel v razpravo, poslali na vse naslove, nacionalni svet, podobne, iskali smo mnenja, da v sami razpravi, jaz bi vam dal magnetogram, v sami razpravi ni bilo enega nasprotnega strategije. Nekdo je rekel, da je pisal mestnim svetnikom, da je podal predlog pred tem. Jaz moram povedati, da tega nisem videl, tlele sta 2 člana mestnega sveta, probo sem prevedeti pred podžupanom, če je dubo ta, da bi bil nek ugovor, nisem videl. In zdaj postavljate na stvar eno zadevo, ki je nekdo pozabil, zaspal, kar želite, v tej fazi in smo iskali ves čas dogovore. Jaz naj povem, povedal sem, jaz odgovarjam za to, da se nekaj izpele in da zagotovim finančna sredstva, ko reče stroka, da je to primerno. A vam lahko naštevam vse, kaj se dogaja v kulturi. Ali vam drugače povem, za lansko leto je ravno ta oddelek, ki ga vodi dr. Grilc,
pa ne vem, kako mu je ratal, dobil največ sredstev, povečanje proračuna za 47%, da letos bo še dodatno, ker gre še rogno. Nekdo mi je prej govoril o združevanju. Efekt je, ker dobivam pismo od tistih uporabnikov, ki bo šele imeli kartico, kaj jim zdaj pomeni, da lahko z eno kartico hodi vse knjižnice in jutri bojo z eno kartico vzeli knjigo Botra Župančiča pa vrnili na Vič. To je tisto, kar želimo približati. Celo drugače vam povedal, na podlagi te naše odločitve je občina Medvode, ki je izven prosila, da njihov knjižnico vključimo v našo kartico, v našo enotno knjižnico. In vse to, kar delamo, delamo zato, da bi stroške režije, tiste, ki obremenjujo ta proračun, zmanjšali, na lep način, ki gre v penzijo, da nadomestimo, da bo več denarja ostalo za vsebino. Jaz drugače ne znam povedati, ker brez te podpore, lahko sami smo brez podpore, brez urejanja, brez državne infrastrukture, brez nove izgradnje, tudi ne bo možnosti nastopati. In takrat smo se lepo pogovarjali, dajte vi svoj del pravite, mi bomo svoj, naredil sem sestank, povedal sem kaj, napisal sem vam, koliko denarja povejte, da boste dobili. In tako smo šli na razen. Od tu naprej, ko smo se razšli, je prišlo to, da se vi začeli pozivati po medijih. Nič drugega. In vi pravite dialogu in zdaj v bistvu ploskam, vse kaj rečem, boste rekli, saj jaz nisem hotel, niti en, a ste meni kdaj slišali kjerkoli, da bi jaz rekel, da je gledišče slabo. Ne boste sledili, ker jaz svoje intervjuje avtoriziram. In tega ne boste sledili. Kolega Božič je pa jasno povedal enkrat, lahko je bil tudi lapsus, ne vem, kaj so napisali, ampak če enkrat rekel v enem mesecu, da je izjemno dobro prvak, potem ne bo rekel, da je slabo, ker to ni njegovi navadi. Ampak, gledajte, jaz govorim zase. Ni poanta v tem, da bi rekel nekaj, kaj je dobro, zdaj pa res, danes večeri pa jaz ne vem, kaj bi delal, ampak, a ne bilo fajn prišel malo ven, pa se z vama malo prepiral, pa poslušal aplauze, pa žvižgal to naprej. Vse ne gre za to. Gre za to, da nekdo v tistem času, ker bi mogel ali pa ni, bi mogel dati predloge. Jaz ne vem, kaj bi bilo drugače. Ker presežem tem, evo, tlele so vsi, ki se delajo zraven, tudi na teh sestankih, ne, direktor, Bajt, vi, a sem se jaz zdaj vtaknil vsebino, da sem hotel z vam razpravljati, da to ni dobro. Povejte mi, gospod Usenik. Jaz sem sam povedal, zmenite se z vsebino, meni prepuste finančni del. Je bilo tako? Če lahko, sem stavek, zaradi tega, ker je bilo najprej tako, glede gospoda Božiča, jaz slučajno delam v medijih, ja, pogosto se dogaja, da je kdo intervjuvan, se narobe razumljen, če vam pravi, da tega ni zjavil, da je kdo žurnalov, jaz se srca verjamem, samo to. Vem, da se to pogosto dogaja in se zgodi. Drugo pa je, glede tega problem, ki sem ga jaz izpostavil, problem, ki je bil v vseh dialogih, je ta. Izhodišče dialogskega gledišča je, da se nam ne zdi pošteno, da gremo ven. In na tej točki se torej mi težko pogovarjamo o tem, pod kakšnimi pogoji gremo ven, če je naša tista, da je slabo, da gremo ven. Veste, težko se je pogovarjati, da se z nekom ne boš poročil, če pa se boš kaj boste delali, ko bo. Soglašam, gospod Usenik. Ja. Ampak sem vam tudi povedal takrat, na samem sestanku, ne enkrat, da se ne čutim sposobenega, da v čustvih razpravljam. Ne čutim se sposobenega, ker jaz vas ne morem prepričevati, gospod Dovci se prebral zgodovino 90-ih let, vas ne morem prepričevati, da pozabite na čustva. To sem vam povedal. Jaz sem vas sprašal drugače, pa zdaj bo se spet obrnil. Ali se kaj zgodi, da tega še ne, če se tle, kaj te stavbe kaj zgodi? Kaj se zgodi, če mora jeti? Jaz sem to hotel povedati in še enkrat pravim, zapeljati se stvar v napačno smer. Ni bila tle želja, da zdaj rečemo, da vam lagamo, da vas izselimo. Ni bilo to preletelo nekaj potihomno, da noben ni vedel. Ampak bolj, kot je šlo po javnih razpravah, po vseh teh strokovnih omizjih, se ni dalo. Takrat, ko je bila javna razprava, je bila možnost od 4. junija, pokažite mi en papir, ki ste ugovarjali temu, lepo prosim, do seje mestnega sveta. Takrat, ja, ker če bi prišel papir, sta dve možnosti, ne, lejte, jaz pravim, uraden papir se ve, kdo ga daje, ne. Nekdo je prej, pa vi ste pisali nekaj, teh pisem, ne, je prišlo iz datum, ne vem, na moj naslov, enih 200. Enih 200 pisem je prišlo podobno vsebino. In teh pisem enostavno potem, ne vem zdaj datum, bi mogel da gleda datume, bi pač smo odgovorili v bistvu sicer sklepom, ker enostavno pojasnevati, vsa pisma so bila ista. In špetno govorimo danes isto. Vse noben danes ne diskutira o vaši kvaliteti. Vse tle se oglašamo. Pisma smo samo na to, strategija dobra, nas ne seliti. Iščemo tretjo varianto. To je gospa prej rekla, iščemo tretjo varianto nekaj, ki je bilo vse rešitev.
Išmo, jaz se ne vem povedati. Samo enostavno, ko bo šlo, vi ste se postavili na stališču, mi ne gremo ven, mi smo satijo, da vam damo odpoved, kaj je zdaj? Zakaj pa bi mi morali jeti? To je recimo eno zanimivo vprašanje. Razlog, zakaj mora Šentjakobsko gledališče zapustiti? Je zelo jasno napisan in povedan enkrat, ne, lahko pa tudi ponovim še enkrat, ne, tako da je zelo jasno napisan. Ne, samo jaz lahko povem, da se mi zdi, da je bila ponujena rešitev, da je Silvija Jovanović ponudila rešitev, da pač Gomel ostane v Gomlu in Šentjakov, tle se pač ta združenje še vse ne zgodi. Ne gre za združenje, gre za strategijo, ponudbo na enem mestu. Mi smo to varianto, evo, direktor je bil tle, tudi to je bilo predlagano in te smo tudi razpravljali, da no ste mislili, nismo razpravljali o tej varianti. A smo razpravljali? To je rešitev.